Bolnik, ki plačuje zavarovanje, da dobi najboljšo možno storitev. Ne razumem države, zakaj tukaj ne sprejme zasebne iniciative, ki bi seveda brezplačno razširile trg zdravstvenih storitev in s tem avtomatično bi se zmanjšale čakalne dobe. Vedno treba izkoristiti vse kapacitete, ki jih ima narod, pri čemer država, to ponavljam, mora regulirati, kdo lahko kaj dela. Vlade se menjajo, ljudje bojo pa bolni in bojo rabili zdravnike. Veliko ljudi v nas vidi neke zaslužkarje, ki v bistvu izkoriščamo stisko bolnika za to, da polnijo svoje žepe. Zdaj so zadeve šle tako daleč, da smo postali razredni sovražnik. Vedno znova si rečem, da pač zdaj bom pa pustil stvari pri miru, vendar potem je tisto, kar te vedno znova spodbudi, da je to v bistvu denar, ki je namenjen bolnikom. In če pač se ta denar preplača, pokrade, potem je za bolnike manj. Pozdravljeni, gospod Marko Noč, priznan specialist kardiologije, intenzivne medicine, predavatelj doma v tujini, raziskovalec, prejemnik uglednih nagrad in še bi lahko naštevali. Lepo pozdravljeni v našem podcastu v Sredini. Lep pozdrav. Bova začela kar v sržu težave. V tem norem boju proti dvoživkam vi kar direktno poveste, da vi ste dvoživka. Koliko drznosti je potrebne, da to tako poudarite? No, jaz tega nikoli nisem skrival. Jaz sem dvoživka približno 20 let, 20 leto teče. V bistvu sem se odločil, da delam v Medikorju, v Izoli, zaradi tega, ker sem želel imeti večje število posegov. In svoje posege sem upravljal izključno v prostem času. Govorimo o popoldnevih, večerih, po rednem delovnem času, vikende in v času dopustov. In v bistvu upravljal sem posege, za katere je vedno obstajala in obstaja čakalna doba v Sloveniji. In zaradi tega, ker sem jaz delal v prostem času, nihče manj ni bil narejen v moji matični bolnišnici, kliničnem centru. Tako da jaz mislim, da neke škode tej državi in zlasti bolnikom nisem naredil. V bistvu, če se tukaj kdo lahko pritoži, je moja družina, ker sem bil pač veliko odsoten in sem veliko odsoten. Torej pravite, kaj je narobe s tem v bistvu, da ima nekdo še popoldansko dejavnost, ampak verjetno so v bistvu v problem tisti, ki naj ne bi opravili dela v rednem delovnem času in ga v bistvu krajšajo na račun tega, da delajo pri zasebnikih. Koliko je pravzaprav tega? No, sam sistem absolutno ni slab in je seveda tudi marsikje v tujini, v razvitih zdravstvenih sistemih obstaja tak sistem. Problem so zlorabe. In seveda zlorabe se ne sme generalizirati, ampak jih identificirati in sankcionirati. Pri nas se pa nažalost zlorabe, ki jih tudi jaz obsojam, posplošujejo na vse ljudi, ki delajo pošteno. Ampak koliko je teh zlorab? Jaz mislim, da teh številk nobeden nima, vendar pričakujemo tistih, ki pač poudarjajo te zlorabe, da bojo nastopali s konkretnimi številkami in konkretnimi imeni. Ker zdaj v bistvu imamo cel zakon za to, da bi napadli dvoživke. Ja, v bistvu je pa problem to, da se ne identificirajo zlorabe in ne sankcionirajo. In zdaj v bistvu gledamo recimo s tem vladnim zakonom o zdravstveni dejavnosti pravzaprav napad na dvoživke, torej nekako na zdravnike, namesto da bi imeli v mislih pacienta. No, če je namen tega predloga novega zakona, bom rekel, dodatno ojačanje monopola državnega zdravstva, državnih zdravstvenih institucij, je ta zakon idealen. Če je pa namen pravočasna, kvalitetna storitev za bolnika, ki jo pokrije zavarovalnica, ki plačuje prispevek, potem se pa bojim, da bo učinek tega zakona ravno nasproten. Zakaj? Zaradi tega, ker v zasebnem sektorju zdravstvenem bodo vsaj za določen čas storitve absolutno zelo padle. Istočasno se zaradi tega, ker te ljudje ne bojo mogli delati pri zasebnikih kot dvoživke, se ne bojo povečali ustrezno storitve v državnih bolnicah. Zakaj? Zaradi tega, ker je v bistvu iztrošena oprema,
ker je premalo bolniških postelj, odnosno bolniških postelj je dovolj, vendar so zaprte zaradi izrednega pomanjkanja sester praktično v vseh bolnišnicah. In seveda, ker se eventualno lahko poveča, je neka ambulantna dejavnost, medtem ko zapleteni posegi, ki zahtevajo hospitalizacijo, da bolnik ostane v bolnici, pa ne vidim, kako se bodo pomembno povečali. Skratka, jaz se bojim, da bo učinek tega zakona za bolnike nasproten in slab. Kaj pa za zdravnike v resnici? Zdaj v bistvu vlada ima si predstavlja neke mehanizme, kako bo vabila zdravnike v javni sektor. Na koncu omenjate dotrajano opremo, premalo prostora, premalo v bistvu podpornega osebja. Na koncu bo tam veliko zdravnikov, ki ne bodo imeli kaj delati. Ja, jaz se bojim, da dejansko bo tako, ker zaradi preopisanih omejitev, da se tako hitro to ne bo mogli korigirati in bo število storitev padlo, ker bo pač zasebni sektor padel in se bo potem počasi pobiral s tem, da določeni zdravniki iz javnih ustanov, državnih ustanov bodo potem šli k zasebnikom v službe. Pa obstaja nevarnost, da bodo mogoče v zasebni sektor odhajali največji specialisti in bo v bistvu prikrajšano javno zdravstvo na ta račun? Jaz v bistvu vidim glavno nevarnost v posameznih strokah, kot so recimo plastična kirurgija, estetska kirurgija, rekonstrukcijska kirurgija, dermatologija, okulistika, maksilofacialna dejavnost, kjer bojo dejansko vrhunski strokovnjaki, in to so že napovedali, da bodo dejansko zapustili te državne bolnišnice in takrat dejansko stroka pade v trenutku na tla. Določene stroke bodo ostale take, kot so intenzivna medicina, urgenca. Skratka, te stvari bodo verjetno enake, ker pač ljudje ne bodo zapustili, bom rekel, državne službe zato, da delajo enkrat popoldan v zasebni ambulanti, in bodo pač frustrirani ostali bom rekel, državnih ustanovah in čakali, da se jim dejansko ponudi možnost, da delajo več v javnih ustanovah, ki imajo, kot sem povedal, določene omejitve, kar se tiče kapacitet, pomanjkanja sester, aparatur, zastarele aparature, stalno potekajoče adaptacije, novogradnje. Skratka, ogromno problemov, ki jih lahko vsak dan spremljamo po televiziji. Zdaj nekako napredne države težijo k nekemu sožitju med javnim in zasebnim. Mi pa pravzaprav naša tendenca je, da skušamo vzpostaviti niti ne javno, ampak državno zdravstvo. Ja, tako je. Jaz sem trdno prepričan, da sta tako, če temu rečemo, državno zdravstvo in koncesionarstvo, ker nekako zaobsega javno zdravstvo, da gre tukaj za komplementarna, ne pa kompetitivna sistema. To se pravi, da je prostora za vse, da se dejansko obseg storitev na ta način povečuje in s tem profitirajo lahko samo bolniki. Ker morate upoštevati tudi drugo stvar. Zasebnik vstopi v javni sistem, to se pravi, ima pogodbo z zavarovalnico za plačilo storitev in koncesionar. On tam nabavi svojo stavbo, odnosno jo zgradi, odnosno najame, sam nabavi aparature. Če se aparature pokvarijo, je to njegov problem, njegov riziko. Če ima koncu leta izgubo, bo on propadel, medtem ko seveda državo nič ne stane. Medtem ko državne inštitucije pa vsak dan vidimo, vsako leto vidimo, da se v bistvu tekoče pokrivajo milijonske izgube večine slovenskih bolnišnic. Nekje ste omenili, da je pravzaprav določene koncesionarske storitve so celo za davkoplačevalce cenejše oziroma za državno blagajno kot neke storitve v recimo temu državnem javnem zdravstvenem zavodu. Ja, določene stvari te sigurno naredi zasebnik, koncesionar lahko ceneje, bolj učinkovito in posledično so seveda lahko cenejše te storitve. Zdaj, seveda velik problem v našem zdravstvenem sistemu je tudi plačnik, zavarovalnica, ki v bistvu ni zavarovalnica, se ne obnaša tako, kot se zavarovalnice v razvitih javnih sistemih zahoda, ampak je v bistvu neka zbiralnica denarja, javnega denarja, denarja nas vseh, ki se potem po posameznih ključih in dogovorih, ki spominjajo na, bom rekel, socialistične petletke v prejšnji državi, nekako deli. Skratka, tukaj v našem sistemu je problem plačnik,
ki je zavarovalnica, drug problem je pa regulator in tukaj jaz vidim primarno vlogo države, da je regulator, da podeljuje dovoljenje, kdo lahko kaj dela, ki temelji na strokovnih, prostorskih in kadrovskih zahtevah in potem tekoče nadzira kvaliteto dela in tem ustanovam, ki so v javnem sistemu, bodisi potrdijo, izdajo dovoljenje za naprej ali pa in ga vzajajo na osnovi kvalitete, medtem ko je naloga zavarovalnice plačnika, da za najnižjo vsoto dobi najboljšo storitev in se seveda mora iskati in pogajati za najboljšo storitev. Skratka, tako delujejo razviti sistemi na Zahodu, mi pa nekako smo prav nagnjeni k temu, da vedno znova izumljamo toplo vodo. Manjka mogoče malo te konkurenčnosti, ali kako, da bi mogoče se tudi, se pravi v tem primeru Zavod za zdravstveno zavarovanje majčkeno bolj potrudil, oziroma verjetno tudi na drugi strani nekomu ustreza, da je kot je. No, jaz mislim, da ustreza, da tak sistem ustreza predvsem državnim inštitucijam. Kar se tiče same konkurence na področju zavarovalniškega trga, jaz seveda nisem strokovnjak na tem področju, ne vem, a je prostor za konkurenčno zavarovalnico znotraj 2 milijonov ljudi. Osebno pač samo vem to, kar vedno drži, da vsak monopol pač vodi v nazadovanje, medtem ko konkurenca vedno vodi v napredek. Taka je pač človeška narava. Ampak to je nekako tržno-gospodarski model, to je mogoče celo bogokletno omenjati v kontekstu javnega zdravstva. Tukaj se ne gre za nek tržni model. Tle se gre za to, da bolnik, ki plačuje zavarovanje, da dobi najboljšo možno storitev. A veste, to je tako kot recimo, ne vem, neka primerjava z avtomobilskim zavarovalniškim trgom. Ti plačaš zavarovalnici zato, da če imaš karambol, odnosno se nekaj pokvari, se zaletiš, da se pač tista zadeva popravi. In seveda, če bi ti imel zavarovalnico, ki bi rekla, ja, veste kaj, čez 2 leti pridete na vrsto, kaj boš naredil? Prvo boš zamenjal zavarovalnico in boš rekel, grem k nekomu, ki mi bo čez 1 teden zadevo popravil. Hočem reči, da zopet se vračam na to, da je konkurenca je tisto, kar vodi napredek in vsak monopol vodi v stagnacijo. Bi tudi mogoče potem konkurenca rešila dolge čakalne vrste? Dolge čakalne vrste najprej reši povečan obseg storitev. Zaradi tega seveda ne razumem države, zakaj tukaj ne sprejme zasebne iniciative, ki zlasti v luči pomanjkanja sredstev, kroničnega pomanjkanja sredstev, zasebne iniciative, ki bi seveda brezplačno razširile trg zdravstvenih storitev in s tem avtomatično bi se zmanjšale čakalne dobe. Se pravi, model, ki ga recimo tudi NSI zagovarja, torej, da bi se vključilo vse možne zmogljivosti in se potem na ta način krajšalo čakalne vrste. Pravzaprav ni važno, komu damo denar, samo da pride pacient na vrsto. No, mislim, da je bilo nekje ob nastopu te vlade, ko se je že govorilo o zdravstveni reformi, ker sem za enega izmed časopisov isto vprašanje dobil in sem točno to rekel, da je praktično vedno treba izkoristiti vse kapacitete, ki jih ima narod, pri čemer država, to ponavljam, mora regulirati, kdo lahko kaj dela in nadzirati kvaliteto. Ker s tem preprečujemo tako imenovano garažno medicino, kar pomeni, da nekdo eno sobco ima, pa bo tam delal neke srčne operacije, pa pač mu bo to plačano. Skratka, treba je nadzirati kvaliteto in to je ta regulatorna vloga države, ki je ključna in ne vem, mislim, da se naša država tega premalo zaveda. Zdaj, ko je toliko denarja na enem mestu, ko govorimo o zdravstveni blagajni, tukaj govorimo nekje o 5 milijardah evrov, je to tudi zelo privlačen znesek za razna koruptivna in podobna tveganja. Pred časom ste na primeru žilnih opornic opozarjali na večjo racionalnost in
in v tej smeri pozivali, da bi torej optimizirali postopke javnega naročanja, da bi torej se izognili konec koncev tudi korupcijskim tveganjem. Ja, mislim, da zdaj nekih 10 let od te afere z žilnimi opornicami in v bistvu se takrat ni spremenilo nič. To je bil v bistvu, bom rekel, nek uspešen poskus, ki je stal izoliran, se ni več ponovil. Uspel je pa zaradi tega, ker mislim, da so takrat nas, bom rekel, nekoliko podcenili in ko so se stvari razvile toliko daleč, ni bilo tega moč ustaviti več. Potem se je pa za naprej vestno poskrbelo za to, da kakšnih takih prebojev ni več, ne glede na to, kjera vlada je bila na čelu. In seveda danes smo pri tem, da se seveda ravno tako kot v primeru žilnih opornic pri nas materiale in te stvari preplačuje. Ne? Vendar jaz osebno mislim, da sem svoje naredil, tudi dobil svojo kazen in jo še dobivam, ampak pač to je cena za to, če kdaj pluješ proti toku. Ja. Predvidevam, torej imam tukaj napisano vprašanje, da vas vprašam, če imate težave za to, kar opozarjate na te anomalije. Ja, v bistvu vedno se kaj najde, vedno se najdejo ljudje, ki so pač nasproti temu, ampak nekako to pot, ki jo jaz imam, ki sem se jo zbral, ni najlažja. Vedno znova si rečem, da pač zdaj bom pa pustil stvari pri miru. Vendar potem je tisto, ne, kar te vedno znova spodbudi, ne, da je to v bistvu denar, ki je namenjen bolnikom. In če pač se ta denar preplača, pokrade, potem je za bolnike manj. In potem to rata tudi za zdravnika, ki ni ne politik, ne ekonomist, rata ali pa postane etična kategorija. Odkot menite, da je nastal to na nek ideološki boj, neko sovraštvo do zdravnikov? Kaj je vzpostavilo tako vzdušje? Ne vem, kaj je bil razlog za to. V bistvu zadeva popolnoma neracionalna. Ni dobra ne za nas zdravnike, ne za družbo, ne za bolnike. Ampak zdaj so zadeve šle tako daleč, da smo postali razredni sovražnik. Ja, ampak ne veste, ne bi mogli mogoče opredeliti kakšnega razloga, zakaj se je to zgodilo. Mogoče zaradi tega, ker v vas zdravnikih ali pa, če se vrneva na začetek k dvoživkarstvu, da se tukaj išče razloge, ne, oziroma pri zdravnikih pravzaprav se išče razloge za dolge čakalne vrste, ne pa tam, kjer bi se jih moralo. Jaz, tako kot sem dejal, ne vem, kakšen bi bil racionalni razlog. Mislim, racionalnega razloga sigurno ni za to. Verjetno je pa veliko iracionalnih razlogov, ki so do tega pripeljali, vendar je kontraproduktivno tako za nas kot za državo. Če imaš ti neko skupino veliko poklicno proti sebi, odnosno jih ti napadaš, jih spraviš sam na nasprotni breg. Potem enotno vse zdravniške organizacije nekako izražajo isto, ti si pa še zmeraj na okopih. To ni dobro za nobenega. To ni dobro, vlade se menjajo, ljudje bojo pa bolni in bojo rabili zdravnike in mislim, da ustvarjanje take klime, da bo imel zelo dolgoročne posledice, žal. Vidite v ustvarjanju take klime, potem se ta klima rezultira tudi v porastu nasilja do zdravstvenih delavcev? Ja, jaz mislim, da sigurno je taka klima nekaj, kar predstavlja ploden teren tudi za nasilje do zdravstvenih delavcev, tako verbalno kot nažalost kdaj tudi fizično. Te primeri so zaenkrat, hvala Bogu, redki, vendar tega včasih ni bilo. Zdaj pa dejansko veliko ljudi v nas vidi neke zaslužkarje, ki v bistvu izkoriščamo stisko bolnika za to, da polnijo svoje žepe. Kaj pa to, kakšen učinek imajo take okoliščine, tako vzdušje, klima, vsi očitki na odločanje mladih za ta poklic? No, že za tiste, ki smo v
pač v tem poklicu je sigurno to destimulativno. Medicina je poklic, ki zahteva fokus. In seveda, če ti druge stvari motijo fokus, potem tam nisi dober. Isto velja za raziskovalno delo, za pedagoško delo, ki ga opravljam že 37 let. Enostavno, ja, vse te stvari, ko vsakič pride neka novica, kaj bodo zdaj naredili, s čim se grozi, ti jemlje fokus, ker razmišljaš o drugih stvarih in tvoje delo ni kvalitetno. Zdaj, kako to vpliva na mlade ljudi, na študente, na bodoče študente, ne vem, jaz mislim, da so oni pač toliko pametni, da vejo, da verjetno to neka prihodna stvar, ki bo menila in da se bojo slej ko prej spet vzpostavile neke normalne razmere, ki bodo omogočale kvalitetno delo, tako da bodo zadovoljni in bolniki in zdravniki. Ampak ste na nek način tudi pravite, ste pedagog, ne? Verjetno ste kdaj nek glas razuma neki mlajši generaciji, pride kdo k vam po kakšen nasvet, mogoče se kaj zaupati, kaj so neki ti čisto osebni strahovi, pomisleki? Je mlajša generacija ogromno nadarjenih bodočih mladih zdravnikov ali pa že zdravnikov sem srečal, tako da sem vesel, da ima Slovenija ogromen potencial kadrovski v teh ljudeh. Jaz samo upam, da bodo oni imeli priložnost, da bodo ta kadrovski potencial realizirali znotraj Slovenije, ne tako, da bodo najbolj sposobni odšli v tujino in tam uspeli. Kaj pa takšno stanje, o katerem govoriva, pomeni za neke raziskovalne dejavnosti, za neke raziskovalne preboje? Ja, zdaj dodatna stvar pri raziskovalnem delu je tudi to, da je ta administrativni del, skratka, da dobiš vsa dovoljenja, še preden začneš, bom rekel, raziskavo na prvem bolniku, da je ratov tako obsežen in tako zbirokratiziran, da enostavno te velikokrat zadeva mine prej, preden sploh se česa lotiš. Tako da to je dodatna stvar. Druga stvar pa je tudi, da samo, bom rekel, raziskovalno delo, to, da ti neko zelo dobro študijo narediš, bodi si sam, bodi si v sklopu ene več centrične raziskave, ki spremeni mednarodne smernice zdravljenja, da publiciraš raziskav v zelo ugledni reviji. To saj jaz ne zaznavam kot neko vrednoto v Sloveniji in seveda zlasti pri tistih, ki smo malo priljubljeni. Kaj pa nasplošno, recimo, slišimo, da v različnih prebojih, neki robotski kirurgiji in tako naprej, to vendarle so veliki dosežki. Bi se slovenska medicina z tega vidika se uvršča v nek ugledni mednarodni prostor? Določeni preboji so morda predstavljeni, pa tukaj ne mislim na te konkretne primere, ki ste jih navedli, ampak na splošno. Določeni preboji so morda predstavljeni kot preboji, pa to morda sploh niso v mednarodnem merilu. Danes je, bom rekel, tisti zlati standard, ki res dokaže, da je zadeva preboj, neka publikacija v dobri znanstveni reviji, kjer je pač, bom rekel, ker gre to delo skozi številne neodvisne recenzente. In ko te potrdijo to zadevo in se potem objavljena, potem to pomeni, da je res neke vrste preboj. Drugače pa zelo lahko velikokrat sklicati novinarsko konferenco in reči, mi smo to pa to naredili, smo prvi na svetu, smo vrhunski in seveda morda to sploh ni temu tako. Kaj pa recimo, slišali smo v preteklosti raznorazne, oziroma zdaj pred meseci sta v razmeroma kratkem času 2 ali 3 razkritja so odjeknila v zvezi z zdravniškimi napakami. Zdaj v načrtu vladnem je, da vzpostavi posebno agencijo za nadzor kakovosti. Kako pogoste so pravzaprav zdravniške napake, da potrebujemo neko tako agencijo? Splošno o napakah in komplikacijah. Pač nima jih tisti zdravnik, ki ne dela, odnosno tisti, ki laže. Skratka, bom rekel, napake in komplikacije so sestavni del našega dela, tako kot v drugih strokah. Žal so pri nas zlasti v določenih strokah medicine lahko usodne. To je specifičnost našega poklica. Kar je ključno je, da se tekoče spremlja rezultate dela
da se jih tekoče analizira, da se s tem tudi ugotovi procent določenih napak, izhode zdravljenja in če so ti procenti v skladu s splošno sprejetimi mednarodnimi merili, potem seveda si nima kdo kaj očitati. Pač to vsem po svetu dogaja. Problem je pri nas, da bom rekel, to spremljanje rezultatov zdravljenja, sprotno poročanje, analiza, da to ni v krvi slovenskih zdravstvenih organizacij večinoma. In je to bolj hobi posameznih predstojnikov oddelkov. Recimo, jaz sem bil 20 let predstojnik, bom rekel, največje intenzivne enote za internistične odrasle bolnike v Sloveniji. In v 20 letih me noben strokovni direktor ni vprašal, pokaži mi rezultate za to in to patologijo. Seveda sem jih vedno analiziral, ampak to je bilo pač nekaj, kar sem se več kot 4 letih delal v Ameriki naučil in mi je nekako prišlo kri in to še vedno počnem. Skratka, ni pa tega načina obnašanja v Sloveniji. Zato ena sama agencija, odgovorim na vaše vprašanje, ena sama agencija se jaz zelo bojim, da bo to naslednja birokratska tvorba, ki pa dejansko ne bo imela večjega učinka na to, da bi bolniki dejansko prijeli v končni fazi boljšo oskrbo z manj komplikacijami, z boljšimi rezultati. Ampak kot razumem, se pa strinjate, da bi bilo potrebno neko sistematično spremljanje tovrstnih zadev? Absolutno. Potrebno je vzpostaviti nacionalne registre, bolnišnične registre, nacionalne registre zaporednih bolnikov in tekoče spremljati rezultate in v primeru odstopanja zadevo analizirati. Vendar to pač je naloga predstojnika, naloga strokovnega direktorja bolnišnice in šele potem naloga neke agencije, ker nekega specifičnega znanja o tem, kaj bi pri določeni patologiji mogli biti, kakšni rezultati in te zadeve ni in ne bo. Ko govorimo o zdravniških napakah, imamo skozi medijska poročanja predvsem pred očmi stisko bolnika, ampak tudi zdravniku verjetno ni enostavno vse prej kot to, ne? Ja, kadar v bistvu narediš napako, velikrat to ugotovi za nazaj. Z drugimi besedami, ko pač se nekaj zgodi, ker se ne bi smelo, odnosno, ko je slab izhod zdravljenja, potem vedno analizira za nazaj, kaj si naredil, kako si naredil in vedno najdeš nekaj, kar bi morda drugače naredil. Lahko se pa seveda zgodi, da bi, če bi še enkrat imel isto priložnost, isto naredil. In takrat verjetno je pač splet nesrečnih okoliščin bil. Če pa bi kakšno stvar naredil drugače, je pa mogoče bil v tistem trenutku si sprejel slabo odločitev. Vendar seveda smo samo ljudje. Jaz vedno, ko se ozrem nazaj, pa recimo so bili mogoče nekakšni izhodi slabi, se vedno tolažem s tem, da v tistem trenutku sem mislil, da je to najboljše in sem to naredil. Po prespani noči morda bi drugače naredil. Ampak to so stvari, ki jih v bistvu potem moraš sam s sabo razčistiti. Tukaj zelo pomaga pogovor z kolegi, ki delajo na istem področju. Jaz se v ta način, za ta namen imam veliko mednarodnih prijateljev, ki smo res dobri prijatelji, ki so vrhunski strokovnjaki na tem področju in ponovadi te razne zaplete predebatiram z njimi. To zdaj na nivoju inštitucije je pa ključno, da so tako imenovane mortality, morbidity konference, ki pa seveda ne smejo biti neka formalnost, kjer se na koncu vsi strinjajo, da je bilo vse v redu, ampak seveda je potrebna res natančna analiza in da se pritegne nekega neodvisnega strokovnjaka, ki tudi lahko pove svoje mnenje. Vi delate z najtežjimi bolniki. Zasledila sem vaš razmislek takrat, ko je bilo vprašanje o evtanaziji in ste v bistvu dali zelo zanimive iztočnice za razmislek o tem, kaj so recimo temu stanja, ki jih doživlja bolnik, stanja, ki jih doživljajo svojci, da v bistvu to vprašanje je vse prej kot enostavno oziroma da se pravzaprav niti ne o pravem vprašanju sprašujemo.
No, jaz, kot sem rekel, 37 let v intenzivni medicini, kjer se nekje srečujete življenje pa smrt. Ogromno se je nabral tako srečnih kot nesrečnih zgodb. Vedno skušaš narediti, kar je v tistem trenutku najboljše, tako za bolnika kot za svojce. In po vseh teh letih dela na tem področju mi je evtanazija in ta filozofija evtanazije popolnoma tuja. Mislim, da marsikje odraža nezmožnost paliative in da seveda ni evtanazija nikakršna alternativa paliativni medicini, za katero vemo v Sloveniji, kako je z njo, koliko je podhranjena, koliko je v bistvu tukaj še dodatnih možnosti, ki bi lahko naredili za umirajoče bolnike. Torej se lotevamo vprašanja na napačnem koncu? To je moje osebno mnenje. Da bova malce bolj spodbudno šla proti zaključku, vi imate tudi mednarodne izkušnje, sami ste tudi povedali, da ste nekaj časa delovali v tujini. Prej ste omenili skrb, da bi slovenski zdravniki našli pot v tujino, ampak na drugi strani je pa pomembno sodelovanje s tujino, da bi se vrnilo dodatno znanje nazaj domov, je tako? Ja, absolutno. Jaz osebno sem prepričan, da v času specializacije, to se pravi, ki je praviloma 6 let po medicinski fakulteti, še 6 let specializacije, tisti zdravniki, ki imajo namen, bom rekel, neke akademske kariere, to pomeni, da delajo v terciarnem centru, da delajo raziskovalno, pedagoško, da absolutno bi mogli leto do 2 v tistem zadnjem obdobju specializacije, kjer je nekako že jasno, v katero smer se bodo specializirali, da bi mogli v priznano inštitucijo v tujini, na izobraževanje in potem seveda, ko se vrnejo sem, bi mogli imeti proste roke, da to znanje prenesejo, samo uveljavljajo in tukaj jaz vidim edini način resničnega napredka slovenske medicine, ker v bistvu ta zaprtost, izoliranost, v kateri smo, ne bo prinesla napredka. Tudi obiskovanja kongresov in podobnih stvari, enotedenski obiski v tujini, neki inštituciji, tega ne bo prinesla. Treba je tja iti, postati del sistema, se naučiti videti tako dobre kot slabe stvari, se vrniti in v bistvu tukaj potem svojo zgodbo narediti. To je moje trdno prepričanje in če bo več takih mladih ljudi, če bodo stimulirali v akademskih medicinskih centrih, potem bo seveda tukaj napredek slovenske medicine. Ker dejstvo je, če bodo resnično vrhunski, ne samo pregovorno vrhunski univerzitetni centri naši, potem bo to celo slovensko medicino potegnilo naprej. To je pogoj za napredek tudi družinske medicine, vseh segmentov medicine. Komu pa je prepuščena danes ta odločitev, ali bo nekdo pridobival znanje v tujini, verjetno kaj posamezniku pa njegovemu finančnemu stanju? To je prepuščeno izključno posamezniku in bom rekel, njegovemu značaju. Medtem, ko sistemske stimulacije za to, vsaj jaz osebno ne vidim. Je pa potem, ko se vrne, verjetno klinično okolje tisto, kjer lahko nadaljuje ta svoja prizadevanja oziroma nadgrajuje svoje znanje. Absolutno, ko se pač tak mlad človek vrne z to obilico znanja, z mednarodnimi kontakti, z raziskovalnimi dosežki, potem seveda mora tukaj dobiti priložnost, da vse to prenese, da v miru dela, da se ga stimulira, da se ga ne zavira, ne blokira, zato ker je morda nekomu nevaren, morda šefu svojim. Skratka, tle je potrebno spremeniti mentaliteto in tem mladim ljudem omogočati, da v bistvu prinesejo napredek naši medicini v Sloveniji. Je veliko tega rivalstva? Rivalstvo je povsod, z rivalstvom sami ni nič narobe, pomembno je, da je rivalstvo zdravo in da temelji na nekih zdravih temeljih, ne pa da je pokvarjeno. Mislim, da tukaj nekaj dodati. Najlepša hvala, gospod Noč, da ste bili z nami in upam, da še kdaj. Hvala tudi vam.